Najlepša hvala. Torej, spoštovane novinarke, novinarji, najprej vam, želim res eno lepo leto 2024, ne bo zdravo, uspešno, s čim več dobrimi prispevki, da bomo tudi na eni strani politiki, gledalci, se pravi uživali v vašem poročanju, in tudi kamermani, tudi za vas enako velja, čim več mojih strovin, ki jih znate narediti, tako da sem skupaj uspešno. Ja, tema današnje novinarske konference je zagotovo ena izmed bolj perečih ne samo za Slovenijo, ampak za celotno evropsko skupnost, in sicer tako imenovani zeleni prehod. Ta tranzicija, ki smo ji priča, lahko rečem, da v Novi Sloveniji nam ni vseeno, kako brezkompromisno in brezmiselno ne samo Slovenija, ampak celotna Evropska unija drvi v neko zgodbo, ki dejansko ne pije vode in na podlagi katere bomo vsi slabše živeli, tako ljudje, kot na drugi strani gospodarstvo. Ampak gremo lepo po vrsti. V Novi Sloveniji smo zagotovo prepričani, da ta način, na katerega si je Evropska unija začrtala izvedbo zelenega prehoda, ni pravi in je potrebna resna revizija aktualnega pristopa. Ja, drži. Gre za zelo optimističen načrt. Gre za načrt, ki je, lahko rečemo, tudi tako zelo smel in bi ga v Novi Sloveniji seveda takoj podpirali in tudi sam kot minister sem ga podpiral. Ampak vmes so se v zadnjih letih zgodile številne spremembe geopolitične, geostrateške, odprla so se nova vojna žarišča in vse to botruje k temu, da moramo narediti tukaj pri teh optimističnih napovedih zelenega prehoda resno revizijo, da zagotavljamo tudi v bodoče blaginjo za vse državljanke in državljane Slovenije, Evropske unije in za močno evropsko gospodarstvo. Par statističnih podatkov. Evropska unija je odgovorna, gospe in gospodje, za 7% svetovnih emisij. In glede na leto 1990 je EU emisije toplogrednih plinov že zmanjšala za tretjino. Za globalno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov je torej ključno, da se s prizadevanjem, ki jih ima Evropska unija, pridružijo zlasti Kitajska, Indija in tudi na drugi strani Združene države Amerike. Medtem ko v bistvu Evropska unija zmanjšuje oziroma znižuje ravni izpustov toplogrednih plinov, pa nekatere države, še zlasti Kitajska in Indija, toplogredne pline, izpuste izdatno povečujejo. Azija s Kitajsko in Indijo pridela 6-krat več emisij kot celotna Evropska unija, ki se v bistvu s to politiko dobesedno strelja v lastno koleno, v socialno in gospodarsko koleno, če želite, z različnimi ekodajatvami, novimi davki, z obremenjevanjem tudi na drugi strani gospodarstva, z izgonom industrije na vzhod in tako dalje. Samo en primer. Mi smo pred približno enim letom zaustavili proizvodno primarnega aluminija v Kidričevem. In sedaj, na primer, nemška avtomobilska industrija uvaža namesto iz našega Kidričevega aluminij iz oddaljene Kitajske, kjer pa je ogljični odtis na proizvodnjo tega istega aluminija za 6-krat večji. In tukaj se sprašujemo, zakaj na drugi strani povečujemo uvozno odvisnost od ključnih komponent za proizvodnjo različnih delov v avtomobilski ali pa drugi industriji in nismo toliko pametni, če se smem izraziti, da bi recimo poskrbeli zlasti za svoje lastno gospodarstvo in za manjšo uvozno odvisnost pri strateških proizvodnih dejavnostih. Torej, zmanjševanje ali pa zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov na ravni EU namreč ne bo v omembe vredni meri zmanjšalo izpustov drugod po svetu. Ta vsa prizadevanja, kot tudi kaže dnevno poročanje različnih mednarodnih uglednih institucij, v bistvu ta vsa prizadevanja ne bodo prinesla k temu, da bi na svetovni ravni zmanjšali onesnaževanje. Torej, naša ključna stvar, tudi v fazi priprave na evropske volitve, tudi pri tem, ko pričakujemo, da bomo naslednje leto dobili novo Evropsko komisijo v novi sestavi in tako naprej, so naša prizadevanja takšna, da Evropska unija lahko izvede zeleni prehod samo, če zagotovi dovolj čiste električne energije.
Torej, brez jedrske energije. To ponovno podarjamo, brez jedrske energije zeleni prehod ni mogoč. Enostavno ne gre, da bi pri tem hkrati tudi zmanjševali svojo lastno uvozno odvisnost iz drugih držav. Torej, mi potrebujemo v Evropi pametno kombinacijo jedrske energije in na drugi strani energije iz obnovljivih virov energije z razpršitvijo tudi geostrateških tveganj. Moramo zagotoviti stabilno oskrbo tudi zemeljskim plinom. Torej, trenutni EU pristop, ki smo mu priča, pristop k zelenemu dogovoru, je izrazito aktivističen. Lahko rečemo tudi izrazito ideološki, navzven zelen, znotraj pa zelo rdeč in prinaša uničenje na eni strani, kot sem že dejal, evropskega gospodarstva, evropske industrije in tudi več revščine za ljudi. In zato v Novi Sloveniji predlagamo spremembo pristopa, ki mora temeljiti na realnih tehnologijah in inovacijah. Torej, smel načrt zelenega dogovora, ki smo ga tudi sami podpirali in še vedno podpiramo, da naredimo več proizvodne električne energije iz obnovljivih virov energije, mora temeljiti na stvarnosti, ne pa na aktivizmu, brezmejnemu aktivizmu, zelo velikem politikanstvu, ker na drugi strani nas bo vse to drago stalo in pošilja v revščino veliko evropskih državljanov. Zdaj, kje je Slovenija? V Novi Sloveniji smo bili zelo presenečeni, to moram poudariti, zelo presenečeni, ko je vlada pripravila energetski zakon in ga je poslala v Državni zbor. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da glede na to, kaj govori ta zakon, kako globoko posega v življenje ljudi, kjer se prepoveduje ogrevanje na drva, vgradnja novih plinskih naprav, kjer se prepoveduje vrsto drugih stvari. V Novi Sloveniji ocenjujemo, da za takšen poseg ne sme biti odgovoren samo Državni zbor in vlada, ampak da če za takšen poseg bi morali odgovarjati tudi državljanke in državljani. Če bo vlada še naprej trmarila in ustrajala pri obstoječem zakonu, bomo, če ne drugega, v Novi Sloveniji državljanom dali ponudbo, da o tem odločajo tudi na referendumu. No pa poglejmo, kaj pravi energetski zakon. Zdaj, predlog prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin ali utekočinjeni naftni plin v novih stanovanjskih stavbah. Torej, od 1.7.2024 bo prepovedano projektiranje novih stavb na vgradnjo, se pravi, kotlov z plinom ali pa z nafto, enostavno. In na drugi strani tudi drva. V redu, razumemo. Ampak na drugi strani imamo mi v Sloveniji zelo dobro razvejano plinsko omrežje. Distribucija plina v Sloveniji je zelo učinkovita in kakovostna. Naj sam povem, s plinom se ogreva več kot 100.000 ljudi v Sloveniji in ta isti plin naredi v Sloveniji manj kot 2% CO2 izpustov. Torej, zakaj trmarimo v neko zgodbo, ki dejansko ne pije vode? In še kakšne so kazni, ne? Posamezniku, ki ravna v nasprotju s temi določbami, grozi kazen v višini med 2.000 in 10.000 evri. Torej, ta zakon praktično onemogoča tudi na drugi strani podeljevanje novih koncesij za graditev plinskega omrežja in uvaja zelo restriktivne pogoje za podaljševanje obstoječih koncesij za distribucijo zemeljskega plina. Ampak samo en pozor, kaj pomeni podeljevanje koncesije? Na primer v Mariboru je konec koncesijskega obdobja za distribucijo plina že leta 2027. Sedaj pa pejmo v Maribor, v samo mesto, ki ima zelo dobro distribucijo zemeljskega plina in povejmo ljudem, da bodo vsi mogli imeti toplotne črpalke, kajti tudi na drva se ne bomo morali kuriti. Vsi bomo morali imeti toplotne črpalke, ki stanijo med 10 pa 20.000 evri. Torej, v Novi Sloveniji nas skrbi ta aktivističen pogled vlade Republike Slovenije, bomo rekli tudi tak nonšalanten, vsi bomo imeli lahko ogrevanje na elektriko. Kdo bo pa to plačal ljudem? In zlasti, ko govorimo o drvih, o tem malce sicer kasneje statistike, mi smo država, ki je izredno bogata z gozdom,
60% Slovenije je pokrito z gozdom. Imamo pa tudi probleme z zaraščevanjem Slovenije in ravno tukaj je ta biomasa, ki jo velja naučiti. Torej, res nerazumne poteze, ki bodo prizadele 100.000 ljudi. Torej, še to, v celotni noveli zakona, energetskega zakona, je jedrska energija omenjena zgolj enkrat. Kaj nam to pove? To nam jasno pokaže sliko, da prioriteta vlade absolutno ni jedrska energija, ampak zlasti proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije. Ja, lepo, ampak vsi vemo, da to ne bo dovolj. Torej, kar se tiče še prepovedi ogrevanja na zemeljski plin. Mi menimo, da je za zeleni prehod potrebno uporabiti vse nizkoogljične vire in vso že zgrajeno javno energetsko infrastrukturo je potrebno unovčiti, je potrebno uporabiti. Nesmiselno je namreč, da že zgrajeno infrastrukturo, plinsko, kar sem omenil, ukinjamo, da bomo na drugi strani že danes preobremenjeno električno omrežje vlagali enormna sredstva. Torej predlagamo, da na vhodu v plinovodno omrežje zemeljski plin postopoma naprimer začne nadomeščati z obnovljivimi plini, kot so naprimer biometan in tako dalje. Hitrost naj bo odvisna od tehnoloških zmožnosti in same stabilnosti preskrbe. Torej še enkrat poudarjam, s plinom naredimo manj kot 2% CO2 izpustov v Republiki Sloveniji. In danes bi mi to radi ukinjali, kljub temu, da vlagamo enormna, in smo v preteklosti vlagali enormna sredstva v to plinsko mreže. Torej, še bolj neverjetno res je dejstvo, da prepovedi ne bodo veljale za gospodarstvo, ampak samo za prebivalstvo. Ne bodo veljale za gospodarstvo, torej tudi ne za nove plinske elektrarne in na drugi strani kogeneracije. Torej, na eni strani bo torej vlada ljudem prepovedala oskrbo s plinom, torej vsi, ki ste ogrevate doma na plin, tudi tisti, ki imate direktno v hišo pipeline in imate potem štedilnik na plin, tega več ne bo mogoče po tem zakonu, po poteku vseh koncesij. Ampak, veste, vlada pa omogoča s tem istim zakonom proizvodno električne energije s plinom. Se pravi, plinsko-parne turbine bojo še vedno obratovale. Naprimer, rekli bomo premogu v Tešu ne, 2034, bomo pa rekli plinu ja. Torej, enako neumno recimo sedaj, ko prepovedujemo premog, hkrati pa našo električno energijo, da polnimo električne avtomobile, proizvajamo s premogom. Enako potem veljalo s plinom. Se pravi, proizvodna elektrike s plinom ja, v še večji meri, ampak gospodinstva pa plina ne bojo smele imeti. Kaj nam to pove? To nam pove, da nekdo želi prodajati električno energijo in jo proizvajati sončnimi paneli. Nič narobe, ampak mi tukaj rabimo sistem, ki bo bil hkrati finančno sprejemljiv za ljudi, davkoplačevalce, ne pa da jih dodatno udarimo po denarnicah. Še glede kurjenja na drva. Veste, v evidenci EVDIM je opisanih 450.000 različnih malih kurilnih naprav po Sloveniji. 450.000 malih kurilnih naprav. Vseh kurilnih naprav je v bistvu še bistveno več. Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo tudi ocenjujejo, da jih približno 150.000 ni prijavljenih in zato tudi niso vpisane v to evidenco. Gre torej za resen poseg v življenje ljudi, ki bodo prisiljeni v uvedbo dražjega sistema ogrevanja po preteku življenjske dobe ogrevanih kotov na trga goriva. Pri plinu in pri drvih je prepoved projektiranja s 1.7. naslednje leto, projektiranja novih stavb. Če pa se nekomu po tem zakonu v 22. členu jasno piše, pokvari kurišče oziroma centralna, ki se ogreva na drva, je tudi na novo več ne bo smel graditi. Se razume? Tukaj res udarimo podeželje in tiste najšibkejše ljudi. Pravi, neki mami, družini, ki ima doma gozd, bomo mi prepovedali, da se ogreva s tem istim gozdom. Torej, in ko se bo ta naprava pokvarila, tako tu na drva pokvaril, ne bo drugega, kot da bo ta družina segla globoko v denarnice, dala 15.000 evrov za toplotno črpalko
In potem bomo to isto družino še prisilili, da naj da sončne panele na streho, za še enih 15.000 evrov, da bo lahko poganjala to toplotno črpalko. Pri tem, da na drugi strani dvigamo tudi omrežnino za te velike uporabnike, kot so toplotne črpalke, električni avtomobili ter tudi sončne elektrarne. Torej, vsa sistem gre v to, da bodo ljudje za ogrevanje plačevali preveč, kot si v bistvu sami zaslužijo. Še par podatkov, ne. Kot sem dejal, v Sloveniji gozdovi pokrivajo nekaj manj kot 60% površine države, smo na 3. mestu po gozdnatosti v Evropski uniji. 409 tisoč državljanov je torej lastnikov gozdne posesti in prepoved kurjenja z lesno biomaso je tudi pač po našem mnenju preprosto nora odločitev aktualne vlade, ki bo prizadela ogromno ljudi. Zlasti pa tistih najšibkejših, tistih, ki nimajo denarja za toplotne črpalke. Še posebej, kot sem dejal, res socialno ranljive in tako dalje in tukaj ne vem, kako bodo te ljudje dejansko zmogli. Torej, kar se Nove Slovenije tiče, še enkrat povem, če bo ta zakon v takšni obliki šel tudi skozi parlamentarno sito, bo Nova Slovenija tista, ki bo ljudem dala roko, da se o tem zakonu odločimo tudi na referendumu, če bo to potrebno. Kajti druge oblike, da ne bi ljudi in gospodarstva porinili še večjo revščino, praktično ni. Bo pa Nova Slovenija pri energetskem zakonu zelo tvorna, pripravili bomo obširne amandmaje, predlagamo tudi vladi, da nam ponudi roko pri izboljšanju tega zakona skozi parlamentarno sito, koaliciji, da se pogovarjamo o tem zakonu in da vidimo, kako se ga da še izboljšati, da ne bi na takšen način grobo prizadeli ljudi. Torej, ta miselnost, da se bomo lahko vsi ogrevali na elektriko, gospe in gospodje, je iluzija, kajti niso vsi ljudje dovolj bogati, nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi si to lahko zagotovili. Mi tudi nimamo dovolj kapacitet, da to lahko naredimo. In torej, potrebna je ta razpršenost, uporaba vseh virov, ki so nam praktično na voljo. V Sloveniji te viri so nam na voljo. Veliko bilo govora že o dvigu omrežnine v preteklosti. Tukaj ni stvar vlade, gre za Agencijo za energijo. Mi obžalujemo samo eno stvar, ne? Sicer da ta kalkulator, ki ga Agencija za energijo toliko obljublja, še vedno ni na voljo, da se bi ljudje sami na preprost način znali izračunati, koliko več bodo plačevali v bistvu položnice za elektriko, koliko več bodo plačevali omrežnine. Ampak prej smo vsi, vemo pa, ne, da več bomo plačevali električne energije tisti, ki smo rekli da zelenemu prehodu. Tudi sam osebno imam sončno elektrarno, imam toplotno črpalko. Zaradi tega pa bom plačal več omrežnine. In na drugi strani tudi z energetskim zakonom silimo ljudi, ne, v toplotne črpalke in v plačevanje večje omrežnine. Torej, gre za v bistvu nekonsistentnost do ljudi, konsistentnost sicer za nekoga, ki želi tukaj na prodaji elektrike služiti, ampak nekonsistentnost zlasti do prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Želimo pa res, da je ta nov sistem obračunavanja omrežnine, da je transparenten in pregleden in pozivamo tudi z naše strani Agencijo za energijo, da čim prej pripravi temeljite izračune. Ne morajo ljudje kar tako vratno nos verjeti, da, kot je dejala direktorica agencije, ne, da samo če boš prižgal toast, bo to premalo, ne, da bi lahko plačeval večjo omrežnino. Kaj pa, če imaš prižgan likalnik pa pečico? Ne? Pustimo ljudem, da se izračunajo, kakšna bo ta cena, koliko se bo omrežnina podražila in bodimo tudi do tega uvidevni, da se lahko ta datum še premakne. Ampak tako, kot je dejal tudi predsednik energetske zbornice, gospod Mrvar, ne, zeleni prehod je drag kot hudič in nas bo veliko stal. Ne? In ta dvig omrežnine absolutno ja, je posledica tega, da na zeleni prehod veliko stane. Zlasti bo pa stal tiste, ki so bili v preteklosti prizanesljivi do zelenega dogovora in so rekli, želimo biti okolju sprejemljivi, želimo imeti toplotno črpalko in želimo proizvodno električne energije narediti sami, ne, na strehi, s sončnimi elektrarnami. No, ta dva segmenta ljudi bosta plačevala večjo omrežnino, to je dejstvo. Ne glede na to, kakšne bodo izračuni. Se to tudi, mislim, da direktorica agencije sama povedala.
Torej, jaz bi zaključil zlasti s tem, da ne samo Slovenija, celotna Evropska unija je pred tem, da naredi revizijo zelenega dogovora pametno, zaradi tega, ker sicer bomo to ceno plačevali mi, Evropejci, na drugi strani izgubljamo konkurenčnost napram zlasti Kitajski, ki pa, naprimer, proizvede 2 novi termoelektrarni na mesec, mi pa jih ugašamo, gre pa za isti planet, isto zemljo, za isto podnebje in enim je pač dovoljeno vse, mi pa smo tukaj, ki proizvedemo samo 8% toplogrednih plinov, pa zelo pametni. Tudi, če mi spravimo te toplogredne pline na nič, ne, v svetovnem merilu se to ne bo poznalo popolnoma nič, se bo pa to poznalo v kakovosti življenja naših ljudi.